Iz Francije prihajajo skorajda apokaliptični prizori. Po jugozahodu države je pustošil silovit tornado. To so posnetki iz vasi Poma, kjer je ranjenih najmanj 39 ljudi, uničenih ali poškodovanih je okoli 300 domov. Zastrašujoč vrtinec je razdejal vse, kar se je znašlo na njegovi poti. Tornade sur Poma. C'est en rotation, c'est une tornade énorme. Je l'ai tout en vidéo. Ostali smo brez vsega, polovica vasi je uničena po divjanju tornada, pravijo prebivalci. Na širšem območju je brez elektrike najmanj 2800 gospodinjstev. Silovito neurje s točo je prizadelo tudi sosednjo Španijo. Najhuje je v Tarragoni na severovzhodu države, odkudar poročajo o številnih nesrečah in ogromni škodi. Elena Šterpin-Zupančič. Bila sem prestrašena do kosti, prepričana, da mi bije zadnja ura. Tako svoje včerajšnje soočenje s tornadom opisuje ena od domačink. Hrumenje ogromne gmote bile redke pustilo ravnodušne. Tako še v daljavi. Nato pa je z vetrovi 120 km/h dosegel vas z okoli 1000 prebivalci. Prizori kot iz apokaliptičnih filmov in obupani, a tudi zelo nevarni poskusi zadržati surovo silo. Odkrite strehe, izruvana drevesa, potrgani daljnovodi, poškodovani avtomobili in nepregledni kupi ruševin. Škoda je ogromna, na območje so oblasti napotile več kot 120 reševalcev, gasilcev in pripadnikov civilne zaščite. J'ai vu ma voiture se soulever de 3 mètres, un truc de fou. Et après, nous on était planqués dans la salle de bain parce que c'était le seul lieu où il n'y avait pas de fenêtre. Od okoli 40 poškodovanih so 15 ljudi odpeljali v bolnišnico, 2 sta v kritičnem stanju. Miliso je tornado ujel na poti z avtomobilom. Il était caché sous le volant, voilà, entre mes jambes, moi recroquevillé dessus. Et franchement, ouais, je me suis vu mourir. Vraiment, avec le petit qui était en train de hurler, les cailloux volaient, franchement, c'était l'apocalypse. Kakšnih 100 km stran ob francosko-španski meji pa je neurje s točo takole prekrižalo načrte tekmovalcem in navijačem na Vuelti, kolesarski dirki po Španiji. Podobno je bilo v Tarragoni. Ulice so se spremenile v deroče hudournike. Kot je videti na posnetku, se je iz vode le za las rešil tale moški. Neurje so Francijo in Španijo dosegle po tednih rekordnih vročinskih valov in najhujših gozdnih požarov po 2. svetovni vojni.